Kulturnem domu Radomlje pripravlja foto, kino in video klub Mavrica letošnjo zadnjo pregledno razstavo z naslovom Naše podeželje. Otvoritev razstave bo v ponedeljek ob 18. uri. Vabljeni na ogled razstave. Če pa se ne morete udeležiti razstave, bo pa tudi na ogled na naši spletni strani. Dober večer, spoštovani gostje, gospe in gospodje, navzoči člani in prijatelji foto, kino, video kluba Mavrica. Lepo pozdravljam v Radomljah tudi predstavnika javnega sklada za kulturne dejavnosti Domžale, gospoda Mateja Primožiča. Zbrani na letni zaključni prireditvi ob odprtju razstave članov fotokluba Naše podeželje 2021. Na natečaj za pregledno klubsko fotografsko razstavo Naše podeželje 2021 se je odzvalo 23 članov, ki so se potegovali za priznanja v kategoriji razpisane teme, podeželje in proste teme. Za uvod v odprtje razstave si oglejmo projekcijo izbranih prispelih fotografij.
Predsednik komisije, gospod Toni Iglič, poroča. Člani žirije letošnje pregledne klubske razstave Fotokino video kluba Mavrica v sestavi Aco Majhenič, Karol Štajner in Toni Iglič smo pregledali vsa prispela dela v obeh razpisanih kategorijah. Skupaj 197 fotografij. Nagrajena dela so takoj pritegnila našo pozornost, tako da izbira ni bila težka. Prosta tema je bila bogatejša tako številčno
in kar nas zelo veseli tudi glede kakovosti fotografij. Navdušile so nas izvirne ideje nekaterih avtoric in avtorjev ter dobre fotografije, ki niso narejene v idealnih razmerah, ko je razkorak med svetlobo in temo še bolj dramatičen. Poseben čar ima še vedno tudi dobra črno-bela fotografija. Nagrajenkam in nagrajencem čestitamo, vsem pa želimo dobro luč in izostren pogled še naprej. Člani žirije. Zdaj pa prosim predsednika Fotokino videokluba Mavrica, da podeli priznanja. Naj se ob tem zahvalim tudi Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, ki je prispeval materialne nagrade nagrajencem prve, drugega in tretjega mesta v obeh kategorijah. Takole, za fotografijo Prebujanje in iskalci zlata je v obeh kategorijah prejel diplomo Miha Kosmač. Diplomo v obeh kategorijah je prejela Maša Kosmač za temo Naše podeželje in bilo je dobro, in v prosti kategoriji Fontana modrosti. Janez Kosmač, Žanica, diploma, prosta tema. Pomladanski sprehod v kategoriji prosta tema, Iztok Končina, diploma. Jože Kragl, v kategoriji Naše podeželje, diploma, Savinska tarka. Neža Avbel Lonček, Naše podeželje, Plavajoči grad. Domen Mošnik, diploma v kategoriji Naše podeželje. Dobar dan. Nagrajenci v obeh kategorijah dobijo poleg priznanja tudi darilo Javnega sklada. Nagrada, tretja nagrada v kategoriji prosta tema, Sprehajalki psov, Mateja Apsec. Prva nagrada v kategoriji prosta tema, Vojna, Anja Kosmač. To je čestitke prenesi, res je mojstrica. Jan Rojc v kategoriji prosta tema, fotografija Ostrina, druga nagrada. Kasneje. Poglejte, da še lepo poklon. Če me zlupaš. Lepo, lepa. Zdaj pa še prva nagrada v razpisani temi Naše podeželje, Peter Rojc, Prava smer, naslov fotografije. Predno gremo naprej. Takole, to je pa podpisana knjiga za Javni sklad. Z veseljem našega avtorja. Tle noter je pa zdaj Janez spravil skozi vso našo zgodovino. To bomo še razglasili. Hvala tako. Kaj smo počeli letos, kljub temu, da je bil čas izredno turbulenten
Nikoli nismo vedeli, a smo v karanteni, a nismo v karanteni, a je epidemija tukaj, a je tam, ampak vse skupaj ni preprečilo našega delovanja. Vsebinsko je bil program s čvrstim vodstvom in organizacijskimi spodbudami našega tajnika kluba, gospoda Jožeta Kragla, v celoti uresničen. Pomladi se je dvakrat ponovila fotografska razstava po domžalski poti spominov družine Kragl, najprej v knjižnici Domžale in v občnem zboru v maju še v prostorih kulturnega društva Radomlje. Na občnem zboru v maju je bil soglasno izvoljen dolgoletni član gospod Igor Lipovšek za predsednika in je tako prevzel predsedovanje po 5 desetletjih od ustanovitelja kluba, gospoda Janeza Kosmača. Toda žalostna usoda ga je že po 2 mesecih nepričakovano iztrgala iz naših vrst. Po žalni seji v Radomljah smo se od njega poslovili v začetku avgusta na Žalah v Ljubljani. Naj počiva v miru. V juniju je klub sodeloval v Čašminovem parku v Domžalah na dogodkih tehničnem dnevu kulture. V maju izvoljena na mesto vodje fotosekcije gospa Pinca Lomšek je v septembru z dolgoletnim članom Petrom Rojcem pripravila odmevno fotodelavnico za mlade Koruzo smo pekli. Samo srečanje je bilo tako delavno in ustvarjalno, da želimo odlični rezultat delavnice, razstavo fotografij ponoviti spomladi v Domžalah. Da so mladi dejavni, je potrdila tudi prva samostojna fotografska razstava maturantke Anje Kosmač Skriti kotički sveta v oktobru. Pospremila je odprtje razstave kar z 2 avtorskima filmoma. Tretji film pa je prispeval podmladek videosekcije družine Koleša iz Mengša. Odmev na odprtju je bil tako velik, da se je zgodil kulturni dogodek tudi ob zaprtju Anjine razstave pretekli teden. Pod predsedstvom gospoda Igorja Lipovška je zbor članov sprejel sklep, da se imenuje zaslužni ustanovitelj fotokino video kluba Mavrica, gospod Janez Kosmač v naziv častni predsednik kluba Mavrica. Naj nam bo dovoljeno, da ta večer izročimo častno listino iz rok predsednika Štajnerja, gospodu Janezu Kosmaču. Tole je bilo sklenjeno in mislim, da je popolnoma pravilno, da dobiš po sklepu zbora članov kluba, ki je bil dne 31. maja letos, se soglasjem vseh navzočih imenuje ustanovitelj in 52 let predsednik kluba gospod Janez Kosmač v naziv častni predsednik fotokina in video kluba Mavrica Radomlje. Ta naziv si dobil za izjemen prispevek k razvoju tehnike in fotokino izobraževanja, za umetniške dosežke pri organizaciji dejavnosti ter arhiviranju in kroniki kraja. V tem nazivu so povezane vse časti in pravice v klubu. V Radomljah na današnji dan. Janez, Ob imenovanju častnega predsednika Janeza Kosmača smo ob vstopu v 90. leto življenja
dobili to čudovito darilo. To čudovito darilo v letošnjem letu nam je Janez uredil kompletno kroniko razstav, projekcij iz začetkov od leta 1969 do 1919. To je izjemen prispevek in moram reči, da vsa ta pomoč družine, članov je bila zelo dobrodošla, da smo dobili cel pregled za celotno obdobje. Fotoknjiga ima uvode, bogato spremno besedo avtorja. Predgovor je izpod peresa novinarke Vere Vojska. Prepričana sem, da bo to gradivo pomembno prispevalo k podobi časa, ki so ga Mavričarji sooblikovali kot zapisovalci in ustvarjalci življenja v kraju in širšem območju Domžal. Knjiga je dobila tudi CIP, kataložni zapis v MUK-u. Tako bo fotoknjiga v sistemu COBISS lahko dostopna vsem, ki bodo to želeli, posebej pa še raziskovalcem in zgodovinarjem dejavnosti ljubiteljske kulture in tehnike na Slovenskem. Hvala, Janez, za ta čudoviti prispevek in veliko opravljeno delo. Imamo v načrtu še nekaj knjig, tudi nadaljevanje tega, ker malce se ne izpoje, kar naprej, ker ni novega. In se pravi, če bo dopuščena, bo še nekaj knjig imam že načrtov. Janez, za sklep nocojšnjega večera pa še prispevek videosekcije Mengeš. Drugi del nocojšnjega večera posvečamo spominu na našega člana Igorja Lipovška Lipeta, ki je veliko prekmalu zapustil naše vrste. V klubu je bil gotovo najbolj vsestranski. Igral je v igranih filmih, bil je fotograf, pisec scenarijev, seveda pa se ga ne bomo pozabili po neštetih vodenih mavriških prireditev. Poprijel za vsako delo, kjer je bilo potrebno. Njegova odkritosrčnost in prijaznost je bila neverjetna. O naših dejavnostih je dopisoval tudi v časopis Slavnik. Na občinski praznik občine Domžale je prejel bronasto občinsko priznanje. V videosekciji je bil tisti, ki je, kadar je le našel čas, na naših snemanjih z veseljem sodeloval. Rad je uporabljal besede našega mentorja Vlasta Simončiča. Fante, kaj bomo pa danes ušpičili? Kot geograf je bil vedoželen in kot profesor priljubljen med učenci. Ko smo letos izbirali novega predsednika kluba, smo izbrali njega. Takoj na prvem sestanku izvršilnega odbora je zavil nov veter in sprejeli smo kar nekaj odločilnih odločitev. Nažalost se je njegovo srce nepričakovano ustavilo in izgubili smo klubskega kolega in prijatelja. Zato bi se danes še enkrat spomnil našega Igorja z dvema prispevkoma. V prvem smo poiskali nekaj odlomkov iz otvoritve razstav, ki jih je vodil v drugem prispevku, pa pogledamo Igorjev zadnji film, ki ga je skupaj s svojim prijateljem, geografom Rožletom, posnel 13. marca 2021. Spoštovani gosti, prijatelji Mavrice, ustanovni člani Mavrice in tisti člani, ki ste člani Mavrice še danes. V prijetno čast mi je spregovoriti o dveh jubilejih. Prvi je državni praznik, kulturni praznik,
drugi pa je 50 let delovanja foto, kino in video kluba Mavrica iz Ravna. Ne bi rad, da bi se veliki pesnik France Prešeren počutil malce odrinjenega, ker bomo vendarle ta praznik bolj posvetili Mavrici, ampak to predrznost si bomo dovolili, se je bil konec koncev tudi Ripčev France iz Vrbe na Gorenjskem malce drzen, velikokrat tudi predrzen, zato da niso tiskali in niso mu objavljali, pa cenzurirali so mu njegove pesmi. Ja, dragi prijatelji Mavrice, ljubitelji fotografije, en lep dober večer v imenu Fotokino kluba Mavrica, ki nocoj predstavlja svojo jesensko bero ali pa začenja svoje jesenske razstave. Še večkrat smo letos povabili in nocoj se predstavljajo kar 3 avtorji. To so avtorji, ki so vam pričarali tisto vzdušje jesenskega krasa. Jože je že dolgo časa član Mavrice, tako za organizacijske stvari kot za umetniške poskrbi. Jože, kaj te je pripeljalo v Mavrico? Bi lahko kaj povedal? Ja, v Mavrico me je pripeljala Špela, ne. No, sej, za Jasno imam tudi vprašanje. Jasna, kaj te je bilo pa na tem popotovanju, na tem potepanju, na tem fotografiranju po krasu najbolj všeč? Kaj ti je najbolj ostalo v spominu? Konji, še do Špele, Kragelj Bračko. Kaj bi pa v razstavi na splošno lahko povedala? Skratka, ja, mi smo se odločili, da bomo jesenske počitnice preživeli skupaj in smo se pač 3 generacije odpravili na Kras. To je zaenkrat vse. Najlepša hvala, da ste prišli. Še enkrat iskrene čestitke avtorjem, fotografom in tudi filmarjema. Zdaj pa videli ste jih, predstavil sem jih. Če imate še kakšno vprašanje, tam je v kozarčku, pa v kakšnem plancatu, bo pa tudi mogoče vprašanje lažje steklo. Hvala za obisk. En prav lep dober večer vsem skupaj. Veliko nas je, toplo nam bo, pa tudi lepo nam bo. Saj smo danes v Fotokino video klubu Mavrica pripravili kar precej zanimivega programa. Del fotografij, ki so prispele na letno pregledno razstavo članov Fotokino video kluba Mavrica, ste si že... S tole nocojšnjo razstavo pravzaprav tudi zaključujemo praznovanje ob 50-letnici. Začeli smo januarja, no, s tole razstavo pa zaključujemo. Razstava je imela 2 temi, prosto temo in pa podeželje. Še enkrat vso srečo v novem letu in upam, da nas boste tako zvesto kot letos obiskovali tudi na prireditvah, ki jih bomo prav gotovo, a ne predsednik, pripravili tudi v naslednjem koledarskem letu. Hvala in lahko noč. Mavrica je vendarle zmeraj, in v tem se je razlikovala, bila drugačna od drugih fotografskih klubov, ki so bili bolj samotarski. 6-7 fotografov se je dobilo, potem so pa oni fotografirali, razstavljali, malo so se pogovarjali. Mavrica je pa čutila svoje poslanstvo ne samo v tem, da za kraj beleži različne zgodovinske dogodke, takrat redne dogodke, danes so to že zgodovinski dogodki za kraj. Po drugi strani je pa izobraževala mlade. Tukaj le, o tem malce kasneje, imamo tudi eno montažno mizico. V montažni mizici se je montiral film. Tule je bil en kolut, tule je bil drug kolut, tule je žarnica presvetila tisto drobno sličico, veliko mogoče 6 mm krat 4 mm in potem je šla slika v tale zaslon in lepo si štel slikce, pa si odrezal. Tole je na naš praznik prinesel Aco Majhenič kot darilo Mavrici. V redu, ampak tukaj je bil prvi festival,
Organizirali ste pa tudi tečaje, fotografske tečaje, tukaj vidimo že mlade okrog. Najprej prvo smo imeli kamere, pa fotoaparate, ampak smo ugotovili, da nam manjka znanja. Kakovost je takšna, da se vrti tudi na nacionalni televiziji, res pa je, in to je bil pa tvoj film, da tisti preboj pride z amaterskim filmom na televizijo, je bil pa film, ki ga je Maurica za Trefaltovo oddajo naredila v 80-ih letih. Potovanje začenjamo v prestolnici, v glavnem mestu Slovenije, v Ljubljani. Mesto je nastalo pod srednjeveškim gradom in se v novem veku razširilo prek reke Ljubljanice. Pred stoletjem in pol pa je zraslo na sever proti železniški postaji in progi Dunaj-Trst. Ob železnici so nastale tobačna tovarna, pivovarna in druge vrste industrije, ki pa so danes zaprte ali postavljene na vzhodni rob mesta, njihove površine in stavbe pa spremenjene v stanovanjske, trgovske ali poslovne prostore. Ljubljana je sredi kotline, obdana z gorovji in hribovji, kar vpliva na vreme. Mesto se pogosto zbudi v megli. Nadmorska višina je 300 metrov, kar je zapisano na steni železniške postaje, ki je pomembno prometno središče, saj iz nje vodijo mednarodne poti proti Avstriji, Madžarski, Hrvaški in Italiji, ob tem pa še proti Novemu mestu in Beli krajini, proti Kočevju in pa proti Kamniku. Vlak nas pelje na vzhod, mimo toplarne, mimo nakupovalnega središča BTC, mimo nekdanjega letališča, tovorne postaje in sovodni Ljubljanice, Kamniške Bistrice in Save. Sava, ki se je urezala v Posavsko hribovje, je ponekod izdolbla dovolj prostora samo zase. Cesto in železnico pa so morali vsekati v oba bregova. Vlak brzi mimo nekdanjih premogovnikov Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, mimo visokega dimnika ugasle termoelektrarne do križišča Zidani most, kjer se Savi pridruži Alpska Savinja. Tudi Savinja ima v spodnjem toku ozko dolino. Zanimivo, da so za 100 km železnice od Celja do Ljubljane potrebovali samo 4 leta, da so jo postavili, od Ljubljane do precej bližje Postojne pa 7 let, saj so morali železnico graditi prek mehkega ljubljanskega barja. Ob prihodu v rimsko in srednjeveško Celje pa se pogled iz hribovja odpre proti Štajerskim gričem. Kmalu se ustavi v Ponikvi, železnica je pod naseljem, ob reki Slomščici. Najprej se odpravimo v Hotunje, naselje na položnem kmetijskem prisojnem pobočju. Naš cilj ni raziskovanje preobrazbe kmečkega naselja, ampak kraj, kjer se je rodil Blaž Kocen. Na mestu njegove domačije stoji brunarica, kjer je na panojih opisano življenje in delo svetovno znanega geografa, kartografa in učitelja. S Hotunja se spustimo nazaj v Mokrotno dolino. Ne zavijemo proti jugu do rojstne hiše Antona Martina Slomška, ampak se zagrizemo v breg proti Ponikvi. Naselje je raztegnjeno po sončnem grebenu, na katerem so poleg častitljivih hiš, ki kažejo na prvotni pomen kraja, šola, trgovini, župnišče,
bogata baročna cerkev, stara šola in ob cerkvi tudi ostanki taborskega obzidja. V sredini kraja pa so tudi spominska obeležja. Od cerkve se pot spušča mimo pokopališča in biološke čistilne naprave do kraških izvirov. Osameli Kras je raziskoval domačin, velik prijatelj geografov in geografije, geolog dr. Stanko Buser. Njemu je posvečena tudi učna pot. Čaka nas še pike na i. Sprehod do rastišča velikonočnice, rastlinskega endemita, ki uspeva tot le še pod Bočem. Turistično društvo je rastišče zaščitilo. Velikonočnice je v živo možno videti samo sredi marca. Zdaj pa na zahod do izhodišča na železniški postaji. Do tja je 3/4 ure zložne hoje, najprej po grebenu, potem pa navzdol do postaje, kjer se pogled ustavi na velikem sadovnjaku. In če je lepo vreme, si je pa možno iz kupeja vlaka ogledati še kaj zanimivega na poti nazaj proti Ljubljani. Za lep spomin. Hvala vam, odlična publika, razstava je odprta. Vabljeni, da postojite zunaj in pokramljate ob prigrizku. Zdaj zaključimo z mislijo Alberta Einsteina. Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranili ravnotežje, se moramo premikati. Želim vam prijeten sprehod po razstavnem prostoru in kramljanje ob fotografijah, lep večer, lepe priprave na praznike, novo leto, srečno še naprej, ostanimo zdravi in lahko noč.